delo na domu je ena bolj fleksibilnih oblik dela in takšna ne bo tudi v tem času. Omenila sem že, se pravi, da vam bom predstavila novosti po tem Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije oziroma tako imenovanem PKP7. Ampak ne bomo se pogovarjali samo o PKP7, opozorila vas bom tudi na ukrepe, ki so bili podaljšani v decembru. V tem času, se pravi, ko je minila med temi dvemi našimi delavnicami, je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti nekaterih ukrepov, ki so bili že uvedeni s prejšnjimi PKP-ji, tako da se bomo ustavili tudi na teh ukrepih, da boste vedeli, kateri so podaljšani in jih lahko še uporabljate. Seveda se je prav, da se najprej ustavimo glede na novem 1% dohodnine. Ne bomo se več pogovarjali o 0,5, ampak samo o enici, oziroma o enici. Gre za to, da lahko po novem vsi zavezanci, rezidenti zavezanci, ki v državi plačujejo dohodnino, namenijo nevladnim organizacijam s statusom v javnem interesu donacijo dohodnine do 1%. To je trajni ukrep, čeprav je bil sprejet v okviru PKP7, je pa zaenkrat namenjen, da je trajni. Se pravi, ne velja samo do konca epidemije, do konca naslednjega leta ali pa karkoli podobno. Je trajno. Posebnost je, da velja že za upravičence za leto 2020. Torej, do 1% dohodnine boste upravičeni že vse tiste nevladne organizacije, ki ste že na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020, ki je bil objavljen v oktobru. 30. decembra lansko leto je bil objavljen tudi posodobitev tega seznama, ker se je ugotovilo, da 6 organizacij, mislim, da pozabila sem iz katerih pristojnosti ministrstva, niso bile uvrščene na seznam, čeprav so izpolnjevali vse pogoje. Tako da zdaj že imamo eno posodobitev. Posodobitev seznama se pa obeta tudi enkrat do sredi aprila letošnjega leta. Torej, pozor, seznam upravičencev do donacij za leto 2020 se bo spremenil. Zakaj? Zato, ker je PKP7 uvedel 2 izjemi, in sicer, da se na seznam za leto 2020, torej za lansko leto, izjemoma uvrstijo tudi tiste nevladne organizacije, ki bodo do konca marca pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu, so delovale na dan 31.12.2019 in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. To pomeni, da tisti, ki še nimate statusa in načeloma izpolnjujete pogoje, oziroma tudi tisti, ki ste status pridobili v lanskem letu, boste avtomatično s to posodobitvijo novega seznama v aprilu uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Torej, imate možnost, da nagovorite svoje podpornike, člane oziroma druge, da vam namenijo donacijo. Podana je pa tudi še ena druga izjema, in sicer za leto 2021, kjer velja isto, da se bo na seznam upravičencev do donacij za leto 2021 uvrstila tista nevladna organizacija, ki je delovala na dan 31.12.2020 in do 31.3.2021 pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu. Se pravi, izjemoma se bo seznam upravičencev do donacij za leto 2021 tudi drugače oblikoval, kot se je oblikoval do sedaj, oziroma kot se bo tudi naprej po letu 2021. Torej je pogoj, da bo pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu nevladna organizacija pridobila do marca 2021. Kot veste,
načeloma velja, oziroma tudi bo veljalo po letu 2021, da se na seznam upravičencev uvrsti tista nevladna organizacija, ki pridobi status do 31.12. preteklega leta. In ne pač do teh marčevskih datumov, kakor so zdaj uvedeni z PKP7. Sam postopek uvrstitve na seznam upravičencev, pač in tu pogoji, kdo se lahko uvrsti, ureja zakon o dohodnini in potem konkretne uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki se je prav zaradi teh sprememb v PKP7 tudi v 30.12. se mi zdi spremenila in torej pač omogoča na novo formuliranje teh seznamov za leto 2020. Kdo lahko oziroma katere obrazce za namenitev dela dohodnine se bo upoštevalo? Verjetno se zdaj vsi sprašujete, kaj se bo zgodilo, če tiste nevladne organizacije, ki že imate status nevladne organizacije v javnem interesu, ste na seznamu, že imate pač svoje podpornike, pač zahteve so vložene, da se vam pač nameni, naprimer, do 0,5% dohodnine. Načeloma, če ti zavezanci, ki so te zahteve podali, ne bodo želeli tega spreminjati, se vam bo samo avtomatično ta namenitev dela, ta odstotek 0,5 spremenil v 1%. Pomembno je namreč to, da pa bo, to pa je tudi novost, da bo FURS za leto 2020 upošteval vse tiste zahteve, ki bodo pravilno pri njih vložene do 31.5.2021. Tako da spreminja se zdaj tudi to, ponavadi je veljalo, da so lahko, verjetno ste tudi vi, nekatere vaše organizacije, ste še na zadnje dni lanskega leta pač pozivali zavezance, da naj vam namenijo dohodnino, ker ponavadi je veljalo, da se upoštevajo tiste dohodnine za tisto odmerno leto, ki so bile vložene do dneva 31. decembra. Ampak znova PKP7 izjemoma za leto 2020 to obdobje razširja in sedaj velja, da se bojo upoštevale vse zahteve, ki jih bojo zavezanci vložili do 31.5. letošnjega leta. Tako da imate sedaj še vse do konca maja čas, da svoje podpornike, člane pač nagovorite, da vam namenijo njihov del dohodnine. To sem že omenila, kaj se bo zgodilo, če zavezanec svoje zahteve ne bo spreminjal. Njegova vloga velja, čeprav tudi je bila pač izdana pač nazaj. Vloga vedno velja, dokler jo zavezanec sam ne spremeni oziroma ne prekliče. Tako da, če velja, da če naprimer vaš podpornik ne bo želel spremeniti svoje že podane zahteve, na kateri naprimer vaši organizaciji namenijo 0,3%, neki drugi pa 0,2%, to ne pomeni, da boste zdaj vi te odstotke kakorkoli izgubili, ampak to pomeni, da bo podvojitev avtomatična in boste tako vi prejeli 0,6% dohodnine, tista druga organizacija pa 0,4%. Če pa bo zavezanec vložil novo zahtevo, to lahko naredi preko portala e-davki, osebno ali pa pisno pri pristojnem finančnem uradu, pa veljajo nekateri, pa velja to, najprej pač je treba opozoriti, to pač tudi vi pač morate vedeti, če bojo zavezanci zdaj oddajali nove dohodnine, da jim boste znali razložiti, da je nov obrazec bo na FURS-u na voljo šele od 14.1., se pravi naslednji teden predvidoma. Načeloma, po mojih predvidenih, se bo spremenil le v delu, da bo sedaj na možnost nameniti dohodnini pač do 10 organizacijam. Sedaj je to veljalo, da se je lahko izbrali samo 5 organizacij. Še vedno velja, da je pač najmanjši odstotek, ki ga lahko nakažemo, 0,1%. Torej, zdaj se bo lahko 10 organizacijam nakazalo po 0,1%, ali pa eni organizaciji 0,2%, drugi organizaciji pa 0,8%. Pa samo skupen tak seštevek te namenitve dohodnine ne sme nikoli presegati 1%. Če še ne poznate, pri nas je na voljo aplikacija s starim imenom, ampak še vedno zelo aktualna,
aplikacija 05. Vsak, ki s to aplikacijo si lahko pač pomagajo vaši podporniki, da si sprintajo to izjavo, ki jo potem mogoče osebno nesejo ali pošljajo na FURS, oziroma jih tudi pač takoj preusmeri na e-davke, kjer lahko zahtevo za namenitev dohodnine sami namenijo elektronsko, preko tega portala e-davki. Ta aplikacija je pa zelo fajna, tudi za tiste nevladne organizacije, ki mogoče še nimate statusa, pa bi ga radi pridobili. V tej aplikaciji so namreč predstavljeni vsi pogoji, ki jih morate glede na posamezno področje izpolnjevati. In če dovolite, bi vam jo mogoče samo na hitrico predstavila. Takole, in na primer, da če ste neko društvo, ki še nimate statusa, pa mislite, da že izpolnjujete pogoje in vas zanima, kako to pridobiti na posameznem področju, takole kliknete, prišlo je vprašanje glede kulture. Se pravi, izberete področje kulture in se vam zlistajo vsi ti pogoji, ki so pomembni, ki jih morate izpolnjevati, zato da boste lahko na področju kulture pridobili status, tudi te podrobnejši kriteriji. Prav tako imate predstavljeno, kako morate vložiti vlogo, kaj mora vse vloga vsebovati in pri katerem kdo je pristojno ministrstvo, zraven pa tudi še ugodnosti in tudi same obveznosti v primeru, ko pridobite status v javnem interesu. Tako da vas vabim, da si to aplikacijo, se pravi cnvos.si/05 ogledate in jo tudi uporabite. Aplikacija omogoča tudi to, da če ste že upravičenec, da si v svoje spletno mesto lahko tale gradnik vključite, da bojo vaši podporniki imeli lažjo možnost za donacijo. Če sem videla, bomo pa zdaj začeli kar vaša vprašanja, ki ste jih že eno vprašanje je, ali lahko prosimo člane že pred 15.4. Preden se vpišete na seznam. Ja, to je zanimivo vprašanje. Načeloma bi to mogli iti, zaradi tega, ker drugače boste imeli samo še en mesec časa, da jih nagovorite, ko se boste uvrstili na seznam. Nisem pa čisto prepričana, kako bo FURS to rešil, zaradi tega, ker se je takoj v letošnjem letu, na začetku, ko je prišel v nov seznam za namenitev dela dohodnine upravičencev, zgodilo, da ni bil takoj avtomatično posodobljen z njihovo bazo. Tako da se bom mogoče glede tega še pozanimala, pa vam odgovorimo naknadno. Vprašanje glede tega, ali bo to veljalo samo za letošnje leto, ali bo tleh vedno rok 31. leta prihodnje leto za preteklo leto. Se pravi, te novosti, ko sem vam jih povedala, velja za letošnje leto, se pravi za namenitev za odmerno leto 2020. Kaj se zgodi z vlogo upravičenca, če organizacija izgubi status in ga čez leto ali dve ponovno pridobi? Načeloma velja to, kot sem vam že povedala, vloga velja, dokler jo zavezanec ne spremeni oziroma ne prekliče. Za vprašanje tudi, če imamo podatke, kakšne razmerje med oddajo zahtevka preko e-davkov in v fizični obliki, ne razpolagam s nekim številčnim podatkom, glede verjetno mislite, če je preko katere oblike se več vlog vloži, ne, s tem podatkom ne razpolagamo, bi bilo mogoče pa zanimivo videti,
koliko se še poslužujemo papirologije v res papirnati obliki. Društvo Ognjic sprašuje, če je obrazec predpisan ali je lahko izjava podana v poljubni obliki, samo da so v njej zapisani vsi potrebni podatki. Načeloma je obrazec predpisan, tako da pač in ta obrazec bo na voljo na Fursovi spletni strani, tudi v e-davkih, tako kot sem rekla, od 14.1. naprej. Tudi naša aplikacija bo s tem, ko se bo ta obrazec posodobil, pač posodobila na ta predpisan obrazec. Društvo Sima je pač Olimpijski komite oziroma športno društvo, imajo pač posebno aplikacijo, za katero sprašujejo, če je legitimno, pač lahko jo. Mislim, jaz osebno jo ne poznam, no, ampak načeloma, če izpolnjujejo vse predpisane, kaj pač mora biti na obrazcu, velja. Ne vem, pa te vloge pa res ne poznam in ne vem, kako poteka, na kam vas preusmeri ali pa kaj. Vprašanje je tudi, kateri del dohodnine se upošteva v izračunu. Določeni podporniki pravijo, nima smisla, jaz tako in tako dobim dohodnino vrnjeno. Tudi tisti, ki dobijo dohodnino vrnjeno, lahko so zavezani, in bojo pač se jim odmeri pač ta namenitev dohodnine, se jim potem odmeri od njihovega zneska dohodnine. Tukaj se zdaj ne gleda znesek, ki je vrnjen, se pravi, ko so upoštevane vse možne, vse te možne ugodnosti, ki jih imamo, kar nam zmanjšuje, ampak se pač gleda tisti splošni znesek. Potem imamo še dodatno vprašanje, kdaj se pošlje prvo poročilo za nevladne organizacije v javnem interesu, če smo pridobili status decembra 2019. Velja, da poročate na vsaki 2 leti, se pravi, če ste vi pridobili status v 2019, boste čez 2 leti pač morali prvič poročati. Se pravi, naša aplikacija bo na 1% posodobljena danes ali pa jutri, oziroma sam obrazec bo posodobljen glede na obrazec, ki ga bo pač Furs predstavil. Zdaj pa že eno vprašanje glede kriznega dodatka. To dovolite, da vam odgovorim, potem, ko se bomo lotili kriznega dodatka. Vidim, nekdo nas tudi opozarja, da je mreža NVO Vid na Furs že poslala pobudo glede podatka o trenutnem številu podpornikov, oziroma podatka, če ste upravičeni. Potem imamo še eno konkretno vprašanje. Ali velja, da iz tega pregnati potem print, če ni original podpisan? Ali si ga posameznik natisne in podpiše? Ja, posameznik si ga natisne in podpiše. Glede tega, pač gospa je tudi opozorila, da ko nimaš statusa oddane vloge, ne vnese Furs na vašo organizacijo, na tem obvesti namenitelja. Mislim, če vi nimate statusa in pač ste imeli neke zahteve, kjer se namenitev dohodnine na vas nalagajo, to ne pomeni, da zdaj boste vseeno dobivali dohodnine. Ne, nikakor ne. Ampak pač samo pravim, da pač vloge, ki jo je pač namenitelj, ki jo je že vložil, pač velja, dokler se ne prekliče oziroma dokler se ne zamenja. Potem imamo pa še eno vprašanje glede poročila za nevladne organizacije v javnem interesu. Torej, če ste pridobili status decembra 2019, ste ga pridobili v letu 2019 in potem boste poročali čez 2 leti, se pravi, ne leta
se pravi, boste morali poročati do marca 2022. Tako. Zdaj pa, če dovolite, gremo naprej. Glede kriznega dodatka. Krizni dodatek je tudi pač nek nov ukrep, ki ga je prinesel PKP7, je zelo podoben tistemu, ki je že bil spomladi, ko se je krizni dodatek izplačal vsem zaposlenim, ki so delali v tistih mesecih, ko je trajala epidemija. Se pravi, ni šlo samo za enkratni dodatek, zdajšnji dodatek je enkratni, velja samo za izplačilo ob decembrski plači. Razlika je tudi v tem, da se je krizni dodatek v spomladi nekako poračunal iz tistih prispevkov, ki so vam bili oproščeni. Torej niste nikamor vlagali vlogo za povrnitev, sedaj pa to drugače urejeno in boste lahko povrnitev tega kriznega dodatka za povrnitev zaprosili pri FURS. Pač neko izjavo boste dali. Se pravi, zdaj kdo izplača? Mi se pa zdaj pogovarjamo o nevladnih organizacijah, torej vse tiste nevladne organizacije, ki ste delodajalci. Tukaj bi rada še enkrat posebej poudarila, da nevladne organizacije niste neposredni ali posredni proračunski porabniki, ne glede na to, da izvajate kakršnekoli pač razpise, ki so financirani iz ministrstev, dobivate iz ministrstev, se pravi za te svoje naloge, pač kakršnekoli povračila oziroma plačila. Do kriznega dodatka je upravičen tisti delavec, ki je v mesecu decembru delal in katerega izplačana novembrska plača ni presegla zneska 1881,16 evrov bruto. Najprej si poglejmo možnosti glede tega, da je nekdo decembra delal. Kaj pomeni, če je delavec 7 dni v decembru delal na domu? To pomeni, da je delal in se mu pač dodatek izplača. Ne glede na to, a je delal v prostorih, a je delal na domu, delavec je delal in je upravičen do dodatka. Kaj pomeni, če je delavec delal s krajšim delovnim časom? Če je delavec delal s krajšim delovnim časom, mu pripada sorazmerni dodatek. Se pravi, če je delal, če je za polovični delovni čas, se pravi 100 evrov, pri čemer pa morate biti tudi pozorni, da se upošteva potem tudi polovična, sorazmerna, se gleda pač upad na izplačeno novembrsko plačo, se pravi seveda polovično to. Če pa je delavec delal s krajšim delovnim časom zaradi tega, ker pač to opravlja delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pa predpisov o zdravstvenem zavarovanju, se pravi, če gre za invalide, delavce na bolniški, ki delajo samo del čas, oziroma podpisov s tem starševskem dopustu, se pravi starši, ki delajo zaradi časa, krajši čas zaradi starševstva, pa velja, da jim pripada celoten znesek. Tako da za njih ta izjema sorazmernosti ne velja. Kaj je v primeru, če je delavec na začasnem čakanju na delo doma? To pomeni, da za to obdobje, naprimer, če je bil delavec cel december na začasnem čakanju, mu krizni dodatek ne pripada. Če pa je bil na začasnem čakanju na delo doma le del, pa mu pripada sorazmerni delež. Se pravi, delavec, ko je bil na začasnem čakanju na delo doma, ni delal. Enako velja za delavca, ki je v decembru nekaj dni koristil letni dopust, za te dni, ko je koristil letni dopust, mu pač dodatek ne pripada. Enako velja, če je bil v bolniškem staležu. Seveda če je bil na bolniškem staležu, ampak to ni tista izjema, o katero sem prej govorila, če dela krajši delovni čas. Veliko je vprašanj tudi, ali krizni dodatek pripada tudi udeležencu javnih del. Pripada mu. PKP7 sicer govori o delavcih, ki delajo. Ampak iz čiste analogije, da so udeležencem javnih del pripadajo vsi dodatki po zakonu o delovnih razmerjih, če pač delajo v takih pogojih, da jim pripadajo, pripada jim tudi dodatek na delovno dobo, so dejansko zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
zavarovani, se pravi, vključeni so tudi v obvezno socialna zavarovanja. Po prvem in drugem, pač po 14. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki govori o delavcih v delovnih razmerjih, tudi pač vse ta analogija govori o tem, da jim pripada. Res je, da pač lahko se zgodi, no, da bo FURS mogoče to razlagal drugače, zaenkrat od njih še ni nobenega pač pojasnila, da za njih to ne bi veljalo. Ampak pač verjamem, no, da bo pač obveljala razlaga, ki pač sledi iz te analogije, kako razumemo, kdo je delavec, ki dela. Drugi pogoj, torej še da plača, ne, se pravi, da plača, da novembrska plača ni presegla 1881,16 evrov. Zdaj se spet pojavlja vprašanje, kaj se gleda pri tej plači. Tukaj se pač moramo ozreti na Zakon o delovnih razmerjih, ki jasno določa, da je pač plača, ki delavcu pripada, osnovna plača, plus del plače za delovno uspešnost, plus dodatki, plus plačilo za poslovno uspešnost, če je seveda to dogovorjeno. Tukaj bi vas rada opozorila, ne, na te dodatke. Pač to pomeni, da se pravi, da se upoštevajo vsi dodatki, ki jih delavec prejema. Se pravi, tudi dodatki na primer iz vidika te drugačne, če kateri delavci delajo ob nedeljah ali če imajo nočno delo, tudi dodatek za delovno dobo se tukaj pač notri upošteva. Tako da ne smete gledati samo osnovne plače delavce, ampak pa to cel bruto, ki je bil izplačan delavcu kot novembrska plača. V višini pač 200 evrov. Ta celotni znesek, ki se izplača delavcu, je 200 evrov, pri tem velja, da se ne obračuna in ne plača prispevkov za socialno varnost niti akontacije dohodnine. Formula za izračun sorazmernega deleža, če boste potrebovali, pa je, da pač teh 200 evrov pomnožite s številom dni, ko je delavec delal. Seveda pri tem vključite tudi dan, ko bi sicer opravljal delo, pa je bil praznik, to je bil ta 25. december. In to delite, a ne, z 23. za številko 23, to je pač skupno število delovnih dni v decembru lanskega leta. Krizni dodatek, ko ga boste izplačali, izplačati ga morate ob pač plači za mesec december, se pravi takrat v januarju, ko boste izplačali tudi decembrsko plačo, morate zraven pač izplačati tudi krizni dodatek. O kriznem dodatku boste poročali na REK obrazcu pod šifro 1190, dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Če ste nekateri že izplačevali plače in tudi krizni dodatek, zaenkrat, ne vem, če zdaj že, ampak do včeraj, pač REK še ni bil posodobljen na to in bo pač v čim krajšem času, no. Kot sem že omenila, izjema glede spomladi tudi ta povrnitev. Se pravi, ko boste izplačali, imate potem do 28. februarja možnost, da na FURS, se pravi preko portala e-davki, ta izjava bo na voljo v drugi polovici januarja, tudi še ni na voljo, boste oddali izjavo, v kateri boste izjavili, da ste izplačali krizni dodatek in pač boste dobili do 20.3.2021 povrnjeno pač ta znesek, ki ste ga izplačali, bo pač bil tudi povrnjen. Se pravi, torej razlika je zdaj pri kriznem dodatku ta, ne, da je ta višina plače, ki jo pač delavec prejme, ki je bila v spomladi 3-kratnik, zdaj 2-kratnik pač minimalne plače in pač ta povrnitev, da pač za povrnitev boste mogli vložiti izjavo oziroma tako imenovano vlogo. Redno gremo naprej, mislim, da je bilo že nekaj vprašanj, ne, pa jih poglejmo. Še eno vprašanje od statusa nevladne organizacije v javnem interesu vam bom
bom pač še prebrala. Vprašanje je bilo, kam se pošlje poročilo za nevladne organizacije vsake 2 leti. Poročilo, se pravi, pošiljate tistemu ministrstvu, ki vam je podelilo status. Se pravi, drugo vprašanje je bilo, ali je celotni znesek 200 evrov kot znesek za izplačilo kriznega dodatka. Ja, celotni znesek je 200 evrov, če ugotovite, da delavcu pripada sorazmerni del, mu izplačate sorazmerni del. Vprašanje je tudi, ali med dodatke spada tudi prevoz in malica. Ne, prevoz in malica niso dodatki, čeprav pač jim tudi pač rečemo, ampak pri prevozu in malice gre za povrnitev stroška delavcu, zato se to ne upošteva. Potem je vprašanje, kaj spada pod novembrsko plačo. Spada tudi izplačana delovna uspešnost, ki ni bila izplačana ob plači, ampak kasneje, vendar spada pod izplačila za november. Načeloma je tako, da če je bila izplačana zaradi kakršnega koli razloga kasneje, bi jo bilo potrebno upoštevati vključno z izplačilom plače. Ker je pa tukaj zelo veliko razlag, tudi za poslovno uspešnost, je zelo veliko razlag, za kam se upošteva. Se bom tukaj še konkretno pozanimala, pa vam na to vprašanje odgovorim naknadno. Bi rada samo pač to opozorila, da ne glede na to, tudi če pač nek dodatek izplačamo kasneje, pa če vemo, da gre za dodatek, ki bi mogel biti ob tisti plači, ki pripada, bi bilo potrebno pač upoštevati. Je pa res, da v zakonu zdaj piše izplačana novembrska plača, torej tisto, kar je bilo izplačano. Tako da v tem pogledu pa je tisti pogoj, ko se ne bi upoštevalo. Ampak dovolite, bomo to odgovorili konkretneje po delavnici. Vprašanje tudi, ali je potrebno izplačati zaposlenom v okviru javnih del tudi dodatek za minulo delo za leto 2020. Ali je to mišljeno dodatek na delovno dobo, ali če je pač mišljen dodatek za delovno dobo, je tako, da pač tudi pač dodatek na delovno dobo se tako izplačuje ob plači, ker se tako računa. Tako da ne vem, kaj ste točno mislili, dodatek za minulo delo za leto 2020, tako da prosim, če mi lahko to podrobneje predstavite vprašanje. Vprašanje, če se lahko krizni dodatek izplača kasneje, če so plače za december že bile izplačene. Da, seveda, izplačite ga pač čim prej. Mislim, da bo pač vsak razumel, da glede na to, da če ste vi že imeli vse pripravljeno in so se plače izplačale, ne vem, takoj 4. januarja in pač še niste mogli pač jih takoj avtomatsko posodobiti, ampak izplačite ga pač čim prej. Še eno vprašanje, če lahko še enkrat ponovimo izračun sorazmernega deleža, velja. Evo, tole je. Se pravi, gledajte na to, da je pač 200 evrov ta celotni znesek in za sorazmerni delež ga pomnožite s številom dni, ko je delavec delal. Imejte v mislih, da gre tudi za ta 25. december, čeprav ni delal, ga morate tukaj na to upoštevati, kakor da je delal in to delite s številkom 23. Krizni dodatek zaposlenim v javnih delih izplačate vi kot delodajalec in potem ga boste dobili povrnjenega od FURS-a. Vi imate, udeleženec javnih del je zaposlen pri vas, in pač Zavodom za Republike Slovenije za zaposlovanje imate res neko tripartitno pogodbo, ampak kar se teče vseh teh dodatkov od plača, to je vaša odgovornost, da jim jo izplačujete. Potem pa še je vprašanje, če nevladna organizacija nima predvidenih sredstev za krizni dodatek. Verjamem, da to pač zakon ne rešuje.
pač predpostavljajo, da pač bi bilo potrebno založiti in potem to dobite nazaj. No. Kako se pač zdaj to rešiti, bi bile mogoče različne možnosti, tako da če se boste s tem res, če boste imeli res kakšno konkretno situacijo, pišite, pokličite, pa bomo poskusili najti kakšno najbolj ugodno rešitev za vas. Ok, se pravi, krizni dodatek, gremo naprej. Kakšne so še novosti? Novost je tudi pri povračilu nadomestila plač delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo. Še vedno pač velja vse enako, da pač je treba izkazovati upad prihodka za več kot 20%, da gre za prihodke od prodaje, da se gleda tukaj pač te pridobitni prihodki, torej to ne pomenijo članarine, ne pomenijo pač ta sredstva, ki jih dobite prek javnih razpisov, razen seveda, če gre za neka sredstva, ki ste jih dobili, ne vem, od ministrstva ali pa z občine na podlagi nekih javnih naročil, koncesij in podobno. Razlika pa je, da se bo sedaj ta upad prihodkov preverjal tako, da bo veljalo načelo sorazmernosti. To pomeni, da se bo upoštevalo sorazmerno znižanje prihodkov v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Za podrobnosti, kakšna bojo ta merila sorazmernosti, še čakamo, ker zakon tudi predvideva, da bo ta merila sorazmernosti določilo Ministrstvo za finance. Zaenkrat tega še ni bilo določenega. Druga novost, ki pa je pač z PKP7 tudi uvedena, pa je, kaj se zgodi, če ugotovite, naprimer zdaj konec decembra, začeli ste verjetno že pripravljati vaše poročila, bilance in ne vem, boste ugotovili, da čeprav ste imeli delavce na čakanju v lanskem letu, ampak upad prihodka pa ni izpolnjen, se pravi, ni prišlo do 20% upada. Rešitev je v neki, pač kot neko samo prijavo naredite, se pravi, z izjavo, ki bo na voljo na e-davkih, morate o tem obvestiti FURS. Rok imate do 31.3.2021, če gre za pač za to prejeto pomoč, ki ste jo prejeli za delavce, ki so bili na čakanju v lanskem letu. Ta 31.3.2021, to je datum, kot velja za rok za oddajo predložitve obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Ko boste vi to obvestili, pač oddali to izjavo na FURS, vam bo FURS oddal odločbo za vračilo upravičenj. Na tej izjavi boste mogli tudi odkljukati, po katerih zakonih, po katerem obdobju ste prejemali to pomoč oziroma povračilo nadomestila plače. Potem bo FURS to preverjal pri zavodu in nato bo pač prišla ta odločba za vračilo upravičenj. Imeli boste 30 dni od vročitve čas za plačilo. Če boste plačali v teh 30 dneh, ne bojo, pač bo vračilo v znesku, kot ste prejeli pomoč, se pravi, se te zamudne obresti ne bojo obračunavale. Če pa boste ta rok prekoračili, pa se bojo pač obračunavale tudi zamudne obresti. Imate pa možnost, da zaprosite za obročno vračilo. Seveda je pogoj izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Tudi zato je pač potrebno dati posebno vlogo in velja, da lahko potem to vračilo vrnete v 6 obrokih v največ 6 mesecih. In za te odložene zneske se pač tudi zamudne obresti ne bojo upoštevale. Glede tega pogoja, izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, v vlogi pač boste mogli navedeti neka dejstva in predložiti izjave, ampak to je na primer že čisto tako, lahko se sklicujete na odlok o prepovedi ponujanja blaga, da so bili pač zaradi epidemije ustavljeni določeni pač projekti, da niste mogli izvajati svojih storitev in podobno. Tako da to se pač gleda tako, no. Še rada bi vas pač opozorila, da zaenkrat velja, da napotitev velja najdlje do 31.1.2021,
se pravi do konca januarja ta ukrep še velja, še vedno pa velja, da ga vlada s sklepom lahko podaljša, torej do konca julija. Ampak zaenkrat tega še ni storila, lahko pa da še bo. Kar je pa še novost, je pa da za nadomestilo plače v januarju velja, da pač še vedno velja, da pač 80% povprečne plače zadnjih 3 mesecev, a ne sme pač biti manjša kot minimalna plača. Pri tem imejte v misli, da je decembra bila minimalna plača 940,58. Za januar pa še ne vemo, kakšna bo, ker gre za nov metod izračun in jo bo do konca januarja, to pač minimalno plačo za leto 2021 določil minister za delo. Tako da točnega zneska, kakšna je minimalna plača za januar 2021, še ne vemo. Za december se pač pa še ve, pa vemo. Se pravi, do PKP7 je veljala, da pač velja 80% povprečne plače zadnjih 3 mesecev in ni bilo tega pogoja, ne manj kot minimalna plača. Tako da to je zdaj pač ta pogoj. Ker je bilo še nekaj vprašanj glede čakanja na delo, vam sam na hitrico mogoče še orisam, kako pač ta ukrep poteka. Pri Zavodu za zaposlovanje preko portala za delodajalce morate oddati elektronsko vlogo v 8 dneh od napotitve, se pravi najkasneje do 15.1.2021 je ta rok, kjer lahko za to obdobje, ko še velja, vložite to vlogo. Obvezna priloga je kopija pisne odredbe in novost je tudi, da boste morali vlogi priložiti izjavo o poravnanih vseh zapadlih obveznostih iz naslova obračuna davkov in obveznih prispevkov za odhodke za delovna razmerja za zadnjih 5 let in da ste zaposlenim poravnali vsa nadomestila plače. Se pravi, zdaj ta nova izjava, da ste zaposlenim poravnali, ki vključuje tudi to, da ste zaposlenim poravnali vsa nadomestila plače. To izjavo boste oddali pod kazensko in materialno odgovornostjo. In to pomeni, da pač predvidene so tudi neke globe, ki do zdaj niso bile predvidene za delodajalce, ki so kaj kršili pri začasnem čakanju na delo. Se pravi, vedno v teh globah vam bom še povedala na koncu, po tem slajdu, samo še mogoče za višino povračila, se pravi, za katerega lahko zaprosite pri zavodu, je se pravi 80% izplačanega nadomestila plače, pri čemer je višina omejena z 892,50 evrov, ali pa, tako to je veljalo sicer do novembra, za te mesece 20, december in november, te januar 21 pa velja, da je višina omejena na povprečno mesečno plačo, se pravi, za december 940,58 se mi zdi. Druga možnost je pa, da zaprosite za 100%, se pravi, ali boste zaprosili za 80% povračilo ali pa za 100% povračilo. V primeru, da boste zaprosili za 100% povračilo, boste mogli pač dati tudi neko izjavo, da skupni znesek vseh prejetih državnih pomoči, ki ste jih prejeli do zdaj, oziroma jih še boste, predvidite, da jih še boste, ni presegla 800.000 evrov. Tako da verjetno načeloma bo veljalo, da boste vi zaprosili za teh 100% izplačanih nadomestil. Kar se tiče tistih kazenskih glob, PKP7 določa pač tudi zdaj neke kazenske določbe. Globe se gibljejo od 3.000 do 20.000 evrov za nevladne organizacije oziroma za delodajalce, ki pač to kršijo, oziroma od 1.500 do 8.000 evrov za tiste manjše delodajalce, ki zaposlujejo do 10 oseb. In ta globa je pač namenjena za kršenje oziroma za predložitev lažnih izjav o plačilu zapadlih obveznosti, o izpolnjenih obveznosti iz naslova predložitve pač obračunov zadnjih 5 let in zato, da ste pač delavcem na dan vloge poravnali plačo oziroma nadomestilo plače. Torej, te globe so namenjene za takrat, če ste podali neke lažne izjave. Globa velja tudi za odgovorno osebo, in sicer v znesku od 450 do 2000 evrov je pač možnost to.
Vas nič ne strašim, no, sem pač to je novost, ki je pač bila uvedena z PKP7. Glede čakanja na delo, se prav to so bile te novosti. Če sem prav videla, pa poglejmo, je bilo nekaj vprašanj. Do kdaj je potrebno krizni dodatek izplačati, je bilo še vprašanje. Krizni dodatek je potrebno izplačati z decembrsko plačo. Tako da, če ste jo že izplačali, jo pač naknadno izplačate čim prej krizni dodatek. Če ga pa še niste plače izplačali, se pravi, nekateri izplačujete, ne vem, 10., 15., se pravi, do 18. jo morate izplačati. Na tisti dan, ko bo izplačana decembrska plača, mora vključevati tudi ta dodatek. Če gremo naprej, novosti je tudi na področju višje sile in karantene. Namreč to, da je s sklepom vlade je bil ta ukrep podaljšan do 31. 3. 2021. Še vedno velja, da so povračila za vse odsotnosti zaradi višje sile, pod kar se višja sila še šteje, se pravi torej, da smo ostali doma zaradi varstva otrok, ustavitev javnega prevoza in zaprtje mej. To še vedno velja. Imejte samo v mislih, da se javni prevoz s 15. 12. se mi zdi, ni več ustavljen. S 15. 12. v Sloveniji še znova pač velja, deluje javni prevoz. Torej, višja sila javnega prevoza je veljala samo do 15. 12. Torej, ta ukrep, se pravi, poročilo odsotnosti zaradi višje sile, boste lahko uveljavljali do 31. 3. 2021. Še vedno velja, da je vlogo potrebno vložiti pri zavodu v 8 dneh od pričetka odsotnosti in da bo potrebno v prilogi priložiti izjavo o obstoju osebnih okoliščin, torej v smislu, se pravi, da gre za varstvo otrok, predvsem tem varstvo otrok, ali pa tudi zaprtja mej, pač, da če se prehajaš mej na delovno mesto. Kaj se je pa spremenilo s PKP7, je to, da višina nadomestila plače, ki jo pač izplačate takemu delavcu, ne sme biti nižja kot minimalna plača. Se pravi, še vedno velja 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev, ampak ne sme pa biti to nadomestilo nižje kot minimalna plača. In to velja od 1. decembra 2020. Torej, v januarju boste izplačevali nadomestila za december, morate upoštevati, da če je nadomestilo, pač če vam izračunate nadomestilo, ki je nižje od minimalne plače, pač morate izplačati nižjo, pač do zneska minimalne plače. V decembru smo, kot smo rekli, 940,58, za januar, kakšna bomo pa še, bo pač ta mesec to jasno, in pač tudi, ko bo jasno, vas bomo prek naših novic o tem takoj obvestili. Še vedno velja, da izplačilo nadomestila država povrne v celoti in da velja tudi, da so obveznosti NVO, se pravi, da morate izplačevati neto nadomestilo in plačevati prispevke ter zavodu omogočiti administrativni in finančni nadzor. Smiselno enako velja to tudi za karanteno. Se pravi, vlogo je potrebno vložiti v 8 dneh, ta ukrep je podaljšan do 31. 3. 2021 in izplačilo bo država povrnila v celoti. Še vedno velja, da če vaš delavec, ki je v karanteni, še ni prejel nobenega potrdila, ne čakajte na to potrdilo, ampak oddajte nepopolno vlogo. Potrdilo boste že naknadno prilagali. Sicer trenutno nimam nobenih informacij, da bi bilo s temi potrdili še vedno take težave, kakor so bile pač na začetku, ko se je to spremenilo, kako se potrdila izdajajo, ampak vseeno, za vsak slučaj, tudi če vam delavec še ni, pa če ga že ima, pa če vam ni prinesel, vi vseeno dajte vlogo, bo nepopolna, boste pozvani na dopolnitev in boste potem oddali pač vlogi še to potrdilo.
Velja torej še vedno, izplačevati njihovo nadomestilo, plačevati prispevke in omogočiti nadzor. Kar je prinesel pa še PKP7, je pa to, da tudi se pravi zdaj za decembrsko plačo morate biti pozorni. Pri situaciji, ko je bilo delavcu odrejena karantena, ko se je odpravil v državo, ki je na zelenem ali oranžnem seznamu, velja, da mora biti ta minimalni znesek, se pravi ne manj kot minimalno plačo v Republiki Sloveniji je potrebno izplačati. Za januar pač velja isto, se pravi za januar še ne vemo, za december pa vemo 940,58 evrov. In tudi v primeru, ko je delavcu bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in do stika ni prišlo med opravljenim delom, tudi takrat velja, se pravi, da je znesek 80% povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev, a ne manj kot minimalna plača v Republiki Sloveniji. In tudi te plače, pač te nove določitve, ne manj kot minimalna plača v Republiki Sloveniji, morate upoštevati od 1.12. dalje. To je ta večja novost. Tako, tole je bilo glede pač te višje sile pa karantene, še eno vprašanje glede kriznega dodatka. Pač vprašanje je, če NVO, ki nima predvidenih sredstev, je dolžna krizni dodatek izplačati. Ja, dolžna je izplačati, če delavec izpolnjuje pogoje, ker to je pravica delavca. In če delavec izpolnjuje pogoje, da pač mu pripada ta krizni dodatek, mu pač to morate izplačati. Tako da tukaj ni nobenih olajšav v zakonu oziroma ni predvideno, kaj se zgodi, če nimate sredstev. Kar je še ena zelo pomembna novost, ki jo morate kot delodajalci vedeti, je, da je PKP7 prinesel tudi možnost podaljšanja obdobja izrabe letnega dopusta. To pomeni, da če vaši delavci zaradi nujnih delovnih potreb povezanih z obvladovanjem virusa ali zaradi samih posledic epidemije v letu 2020 oziroma ni mogel izkoristiti oziroma tega dopusta do konca junija letošnjega leta ne bo mogel izkoristiti, ker pač bojo vse še take razmere, velja, da je možnost, da ta dopust pokoristi do konca leta 2021. Se pravi, to obdobje se podaljšuje do konca leta 2021 zaradi zgoraj navedenih pogojev, pač razlogov. V primeru, ko pa je delavcu ostal dopust tudi še za leto 2019, pa lahko ta dopust, ki ni bil izrabljen v letu 2020 zaradi razloga odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, izrabi do 28. februarja. Torej se tudi to obdobje, ko je načeloma veljalo, da moramo, če smo bili na bolniški oziroma porodniškem dopustu ali pač na nekih negah večjih, smo mogli dopust za leto 2019 izkoristiti do konca leta 2020. Ampak PKP7 zdaj to obdobje razširja do 28. februarja 2021. Znova to različno obdobje, znova samo izjemoma za dopust za leto 2020 in dopust za leto 2019. Še en pomemben ukrep, glede na področju dela je, da je PKP7 prinesel tudi nek nov razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Torej, redno lahko odpoveste pogodbo o zaposlitvi brez utemeljenega razloga, v primeru, če je delavec izpolnil pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Se pravi, to so pogoji, ko je dopolnil 60 let in 40-letne delovne dobe, pa 65 let, pa 15 let delovne dobe. V tem primeru je odpovedni rok 60 dni. Delavec mora prejeti pa tudi odpravnino, ki se izračuna glede na 108. člen Zakona o delovnih razmerjih. Osnova je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel v zadnjih 3 mesecih pred odpovedjo, in potem se ta osnova pomnoži z nekim odstotkom oziroma ulomkom glede na leta dela pri delodajalcu. Če je bil pri vas zaposlen več kot 1 leto, pa vse do tja do 10 let, boste
pomnožili, se pravi, z 1/5 osnove, ne, za vsako leto. In potem za 1/4 osnove, pa za 1/3 osnove, če je bil pri vas zaposlen več kot 20 let. To je tudi pač razlog, ki je pač nov, ki ga uvaja PKP7 in pač se ga dejansko pač vpliva na delovna razmerja pri vas kot delodajalcih. Še en ukrep glede iz področja delovnih razmer je, vlada je s sklepom pač podaljšala tudi ukrep, da je treba obveščati Inšpektorat za delo o pač napotitvi oziroma o delu na domu svojih delavcev pred začetkom dela na domu preko portala Spot. Se pravi, elektronsko, ne pošilja se več pač nekih mailov, pisnih sporočil direktno na Inšpektorat za delo, ampak se to uredi preko portala Spot, se pravi elektronsko, obstaja obrazec, v katerem pač boste vnesli podatke o vas kot delodajalcu, podatke, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo, se pravi njegovo ime, njegov naziv, kaj bo delal, kakšna delovna sredstva, ki jo bo uporabljal, predvideno obdobje trajanja in pač tudi sam delež delovnega časa opravljanja dela na domu. Ter pač v tem obrazcu boste tudi mogli sporočiti morebitno tveganje za varnost in zdravje dela pri opravljanju dela na domu. Tukaj mogoče bi vas samo, bi vam mogoče svetovala, da če boste delavca na dom, se pravi napotili zdaj v januarju, časovno se ne omejujte, ker velja, a ne, da ko enkrat podate izjavo, velja za vso obdobje trajanja dela na domu. Torej, če ste sicer vi zdaj že, ne vem, v novembru ali pa septembru podali izjavo, da vaš delavec dela na domu, pa vmes prihaja v pisarno, ampak še vedno dela na domu tudi, jo ne rabite na novo oddajati. To je bil pač nek tak skupek teh splošnih ukrepov glede z področja delovnih razmer, no, ki vplivajo na vaše razmerje z zaposlenimi. Vam bi pa predstavila tudi še neke bolj specifične ukrepe glede z področja delovnih razmer, ki pa veljajo za socialno-varstvene programe, ki izvajajo namestitvene programe. Tako na primer še vedno velja ta dodatek za neposredno delo v okolju s COVID uporabniki, se pravi za delo v sivih in rdečih conah. To se pravi, ta dodatek velja do 31. 12. 2021. Zahtevek se bo vložil pri Ministrstvu za delo, način bo še določen, še ni, in ta dodatek še vedno velja, da znaša 30% urne postavke osnovne plače za tisti čas, ko se res dela v teh rizičnih razmerah, v teh okoljih, za katere rečemo, so bolj tvegana okolja, no. Potem je pa novost, ki jo je tudi PKP7 prinesel, pa je, da za zaposlene, ki izvajajo namestitvene programe in zaposlene, ki delajo pri zaposlenih, ki izvajajo socialno varstvo, da bolniške zaradi okužb s COVID boleznijo krije država od prvega dne, a ne, odsotnosti. Se pravi, ne velja več, da če se okužiš ne velja več za te primere, da če se okužiš s COVIDom na delovnem mestu, da gre za poškodbo pri delu in potem, se pravi, je delodajalec upravičen do povrnitve, a ne teh nadomestil od 31. dneva dalje. Ne, upravičen je od prvega dneva odsotnosti, spremenjen je tudi višina nadomestila plače, ki jo prejme tak delavec, in sicer gre za 100% plačo, ki bi jo prejel, kot da bi delal, se pravi, za delavca se to ne bi smelo nič pač poznati. Je pa pomembno to, da mora biti izkazana velika verjetnost, da je do same okužbe, no, prišlo med delom in kljub ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme.
vi boste zato morali podpisati izjavo, za katero boste odgovarjali. To izjavo bo moral delavec predložiti pri svojem osebnemu zdravniku, zato da mu pač bomo odprli bolniško na ta pravo šifro. In to izjavo boste morali tudi vi priložiti, ko boste uveljavljali refundacijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Še vedno velja, da nadomestilo plače vi izplačujete, refundacijo pa zahtevate, tako kot velja. To je ukrep, ki velja do konca letošnjega leta. Se pravi, ne samo za čas trajanja epidemije, ampak velja do konca letošnjega leta za te delavce, ki delajo pri izvajalcih socialno-varstvenih programov, namestitveni programi pa institucionalno varstvo. En ukrep iz področja socialno-varstvenih programov je tudi za pomoč družini na domu, in sicer tiste nevladne organizacije, ki upravljate, ki pač imate to sklenjeno pogodbo z občinam za storitev pomoč na domu, vam bo občina krila 80% vrednosti neizvedene načrtovane storitve, obenem pa tudi povrnila sredstva za dodatne kadre, s katerimi pač nadomeščate tisti izpad načrtovanih sredstev, ko pač ni bilo potem izvedeno, zato ko ste se mogli pri drugih uporabnikih mu nuditi povečani obseg pomoči. Ta ukrep torej velja do konca leta in zahtevek se vloži pri občini. Rada bi vas pa opozorila za tiste, ki izvajate socialno-varstvene programe, ki izvajate tudi upravljate dejavnost vzgoje in izobraževanja, oziroma gre za kakršnekoli osebe, ki bi lahko s svojim delom oziroma ravnanjem v nekem tveganem okolju povzročile širjenje COVID-19. Bila je izdana uredba, ki predvideva posebne presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Ta množična testiranja, ki jih zdaj poznamo, ki potekajo po Sloveniji že, so tudi na podlagi te uredbe, gre za neko splošne presejalne programe. Obstajajo pa tudi ti posebni presejalni programi, ki bojo pač kot nek okvir, ko bo lahko minister za zdravje, bo na primer na podlagi te odredbe lahko izdal nek sklep, ko bo rekel, obstaja tveganje, pač neko za višje tveganje za okužbe z virusom, zato bo zdaj naprej veljalo, da pač morajo vse osebe pač opraviti ta test s hitrim testom. Gre za isti način, kot na primer imamo že zdaj predpisano, da se zdravstveni pregledi delavcem opravljajo, na 5 let, ali pa za nekatere poklice v krajšem obdobju. To je pač ta analogija, zakaj je prišlo do te odredbe. Torej, ko bo sklep, ko se bo to aktiviralo in bojo tudi vaši zaposleni padli pod to, boste seveda o tem obveščeni in bojo vaši zaposleni ta ukrep, oziroma vi boste ta ukrep izvajali skupaj z medicino dela najverjetneje. Sicer kdo lahko ta ukrep izvaja, se pravi ti pooblaščeni izvajalci teh posebnih presejalnih programov, bojo objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo. In pač povrnjeni bodo tudi stroški, razen cene testa. Tako da zato je poskrbljeno. Kako natančno bo vse to potekalo, še ni čisto pravih informacij, tako da na to še čakamo. Ko se bo to javno, ko se bo to vedelo, vas bomo tudi o tem seveda obvestili. Se pravi, zdaj smo nekako zaključili z dohodnino, pa s temi ukrepi z področja dela. Čas nas seveda spet preganja, zato bomo šla mogoče kar naprej, da vam pač povem še pač o teh ukrepih, ki so bili podaljšani oziroma še veljajo na novo. Tudi pri ukrepu delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je prišlo s sklepom vlade
da se je podaljšal za obdobje do marca 2021. Glede na to, kako trenutno kako se trenutno obravnava upravičena obdobja, velja, da poznamo sedaj dva upravičena obdobja. Prvo je za upravičeno obdobje za oktober-december 2020 in sedaj novo upravičeno obdobje od januarja do marca 2021. In zato tudi velja, da boste tisti, ki ste že do konca decembra uveljavljali oziroma zaprosili za povračilo nekritih fiksnih stroškov, boste prejeli izplačilo do 20. januarja oziroma do 31. januarja, če bo prišlo do razlike na podlagi tistih izjav, ki jih boste lahko podali na podlagi novih ukrepov iz PKP7. Za januar in obdobje januar-marec 2021 pa bo prišlo izplačilo do 20. aprila 2021. Izjava za januar-marec 2021 zaenkrat še ni dostopna, oziroma vsaj še danes zjutraj še ni bila na e-davkih. Bo pa v prihodnjih dneh, predvidevam. Seveda je dostopna izjava, je pa že dostopna izjava za obdobje, ki je sicer že poteklo, ampak z namenom, da lahko to novo izjavo sedaj oddate pa vsi tisti, ki boste ugotovili, da po teh novih določil, kako se upad prihodka izračuna, ugotovite, da ste upravičeni do tega povračila. In to je pa zdaj en pomemben rok, se pravi do 15. januarja imate čas, da oddate izjavo do 31. 12. Še enkrat pozor, to velja samo za tiste, ki pred PKP7 pogojev niste izpolnjevali. Do 15. januarja lahko izdate tudi popravek izjave, se pravi, ne boste stornirali izjavo, ampak boste v e-davkih izbrali možnost popravek izjave. In to velja pa za tiste, ki boste ugotovili, da so pogoji po PKP7 sedaj ugodnejši. Bomo še v nadaljevanju videli, ampak gre se za to, naprimer, da boste ugotovili, da imate, če računate število zaposlenih glede na povprečno število zaposlenih, glede na določeno obdobje, ki je bilo določeno s PKP7, da je za vas bolj ugodneje, kot če se upošteva samo število zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge. Se pravi, da lahko pridobite mogoče celo večji znesek pač pomoči, se pravi, takrat boste dali popravek vloge. Tako. Mogoče, če na hitro samo preletimo, kdo so pač upravičenci, se pravi, da ste bili registrirani do 1. septembra 2020 in da imate v aktu registrirano tudi neko pridobitno dejavnost. Da ste imeli na dan 28. 11. vsaj enega zaposlenega, da niste podjetje v težavah na dan 31. december 2019 in se pravi ta pogoj, da ne morete opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije, torej da gre za upad prihodkov v zadnjem četrtletju vsaj za 30%. Tukaj je zdaj še napisano zadnje četrtletje 2020, ampak če boste pa zdaj uveljavljali kritje nefiksnih stroškov za to novo upravičeno obdobje, januar-marec 2021, pa bo veljalo, se pravi v prvem četrtletju leta 2021. Pomemben pogoj je tudi, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov. Torej, iz naslova nekih zavarovanj, ki ste jih imeli, ali pa začasnih ukrepov pomoči, ali pa podpore iz drugih virov. Rada bi zdaj tukaj samo opozorila na tale pogoj, vsaj enega zaposlenega. Pred PKP7 je veljalo, sicer je bilo enaka dikcija, je bila zapisana, ampak je veljalo, da je bil pogoj, da pa ste mogli imeti zaposlenega, vsaj enega zaposlenega za nedoločen čas, zato, ker ste drugače izpadli pri tistih omejitvah, ker je bil takrat pač omejitev je bila, da lahko dosežete samo, če imate zaposlenega za nedoločen čas. Torej velja vsaj enega zaposlenega za nedoločen ali določen čas, velja tudi, da če imate enega zaposlenega za krajši delovni čas. Torej tudi, če nekdo dela samo 3 ure na teden, je okej. Tako da, to je pa zdaj ta novost,
glede na kako se ta višina pomoči izračune, a ne, se pravi, za koliko denarja lahko zaprosite, sta pomembna tele 2 %. Se pravi, če boste izračunali, da imate upad prihodkov do 70%, se pravi med 30 pa 70%, boste višino nekritih stroškov izračunali po formuli 0,6 % letnih prihodkov za leto 2019 na mesec. V primeru, kako boste izračunali, da vaš upad prihodkov znaša več kot 70%, pa je ta odstotek od letnih prihodkov za leto 2019 1,2 %. Se pravi, ste upravičeni do večjega obsega sredstev. Gleda se pravi, za ta upad prihodkov od prodaje veljajo po PKP7 sedaj 3 različne metode izračuna. Do PKP7 je veljalo, da se pač gleda upad prihodkov med upravičenim obdobjem pa primerjalnim obdobjem. Se pravi, smo gledali, koliko smo imeli upada prihodkov v decembru, novembru in oktobru 2020 pa 2019. Zdaj pa PKP7 uvaja še 2 novi metodi, ki vam jih bom predstavila. Vedno se gleda, pa še to, ko govorimo o upravičeno obdobje, vedno se gleda 3 mesece skupaj. Torej, prvo metodo za izračun upad prihodkov smo že pogledali, ne. Se pravi, gleda se upad prihodkov od prodaje v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019. Torej, če gledamo za tisto prvo upravičeno obdobje, gledamo zadnji kvartal 2020 in zadnji kvartal 2019. Če bomo pa gledali za novo upravičeno obdobje, se pravi januar-marec, pa gledamo prvi kvartal 2021 in prvi kvartal leta 2019. Druga metoda, ki je pač nova, pa je to, da se gleda upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih. Se pravi, boste pogledali, kakšno imate povprečno število zaposlenih. Povprečno število zaposlenih boste pač mogli izračunati glede na delovne ure. Tretja metoda pa je, da se gleda upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju glede na vrednost vaših opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč. In se pravi, to so te 3 nove metode. Če boste vi ugotovili, da na primer, če primerjate samo upad prihodkov od prodaje, da ne presežete tega praga 30%, pojdite računati še, ampak ugotovili pa boste, da glede na upad prihodkov od prodaje, glede na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč, pa presegate ta prag, se pravi, ste postali upravičenec in boste sedaj do 15. januarja lahko pač vložili izjavo za povrnitev teh sredstev. Pripravila sem vam en primer, sicer sem ga povzela kar po Fursu, ker je mogoče tako najlažji, kjer se pač vidi ta razlika, ki je pač ta razlika, ne. Sicer je primer za zadnji kvartal 2019 in 2020. In tukaj vidimo, da je pač nekemu organizaciji so imeli prihodke od prodaje 500 000, potem so jim pa padli za 50 000 evrov, so jim padli prihodki v prodaji v pač upravičenem obdobju. Povprečno število zaposlenih v teh upravičenih in primerjalnem obdobju je bilo, se pravi, leto 2019 so imeli 10, leta 2020 so pa zaposlili 2 nova. In tudi pač, kot kaže, so imeli tudi nekaj investicij, in se jim je povečal pač ta delež opredmetenih sredstev za 50 000 evrov. In zdaj vidimo, pač tukaj imate tudi podane te formule, da si mogoče boste lahko sami izračunali za vaše primere, ampak lahko vidimo, da po prvi metodi se kaže, da so oni, da je prišlo samo do 10% upada prihodkov. Se pravi, niso upravičeni do povračila nekih fiksnih stroškov. Po drugi metodi, kjer se je upoštevalo dejansko to, da so oni na novo zaposlovali, se je ta upad prihodkov že zvišal, ampak vseeno je še vedno pod cenzusom za možnosti pač zahtevati povračilo nekih fiksnih stroškov. Po tretji metodi, ko se pa upošteva pač te neke nove investicije, pa vidimo,
da je upad prihodkov 40%. Torej so upravičeni za povračilo nekritih fiksnih stroškov in bojo do 15.1. sedaj na pri FURS vložili izjavo in zahtevali povračilo nekritih fiksnih stroškov. Zato je pač prav, da se te 3 metode vse preračunajo in se potem vidi, ali ste upravičeni ali niste. In tudi, na primer, če bi prišlo zdaj do tega, da bi bil tukaj upad prihodka, 30%, glede na primerjave dejanskih zneskov, pod metodo pri 3 pa 80%, ne? Boste vi seveda na tej izjavi poročali, da je prišlo do upada prihodkov za 80%. Zato, ker to pomeni, da ste lahko upravičeni do višjega zneska. Bomo pogledali zdaj naprej. Omejitev, pač pomoč je namreč omejena. Vi, na primer, tudi če ne morete vi zahtevati za ne vem kakšen znesek pomoči, tudi če vam pride potem po teh izračunih, ne vem, uporabite 1,6%, 1,2% od letnih prihodkov. Ne. Omejitev je omejena in sicer se gleda trostopenjsko, mesečno. V primeru, če imate upad do 70%, vi na mesec ne morete dobiti povračila več kot 1000 evrov na zaposlenega. Če pa imate upad prihodka nad 70%, pa ne morete dobiti več kot 2000 evrov. Se pravi, to se gremo povračilo na mesec. Potem je treba izračunati tudi, kakšno je povračilo v upravičenem obdobju. Tukaj boste pač mogli izračunati vašo neto izgubo in se gleda, da če gre za neko malo podjetje, to mikro ali malo podjetje, po pač uredbi, boste upoštevali, da lahko dobite ne več kot 90% neto izgube oziroma ne več kot 70% neto izgube. Načeloma za vse nevladne organizacije velja, da boste upoštevali do ne več kot 90% vaše neto izgube. Pri čemer v to neto izgubo, to spet PKP7 določa, pač je prinesel to izjemo, da se ne upošteva povračilo nekritih fiksnih stroškov. Se pravi, tukaj jih ne boste upoštevali to, kar boste dobili od države nazaj. Drugače pač bi jih mogli. In potem še na letni ravni je pač tudi to, da se maksimalni znesek pomoči ne sme presegati 3 milijone oziroma 800 tisoč evrov za tiste nevladne organizacije, ki niso bile registrirane že celo leto 2019. Še nekaj, preden gremo na primer, da se ti bo se to mogoče lažje predstavljalo. Velikost nevladne organizacije se ugotavlja na dan oddaje vloge. To ostaja enako. Število zaposlenih pa je spremenjeno. To se sedaj ugotavlja glede na povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Pred PKP7 je veljalo, da se upošteva število zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge. To sedaj ne velja več in velja, da se upošteva povprečno število zaposlenih v tem obdobju, se pravi od 1. decembra do 30. novembra 2020. Torej, in pozor, če boste vi zdaj ugotovili, da je za vas ugodneje, če se upošteva število zaposlenih po PKP7, se pravi to neko povprečno število zaposlenih, izjavo pa ste že oddali, lahko svojo izjavo popravite. Vkolikor jo boste do 15.1. popravili, vam bo FURS upošteval to ugodnejšo različico. Če pa menite, če ste pa pač preračunali, da za vas vseeno velja, je bolj ugodneje, če upoštevate samo zaposlitve za nedoločen čas, pač pustite tako, kot je. Zdaj pa še ta primer, mogoče se boste te omejitve lažje predstavljali. Imamo neko organizacijo, ki je v letu 2019 delovala celo leto. Letne prihodke ima v višini 100 tisoč evrov. V zadnjem četrtletju pa ima prihodke od prodaje 30 tisoč evrov in 100% upad prihodkov. V letu 2020, v zadnjem kvartalu, ni imela nobenih prihodkov od prodaje. Pomemben je še podatek, da ima enega zaposlenega. Se pravi, mi bomo sedaj izračunali, ker je prišlo do 100% padca prihodkov,
bomo upoštevali tisto formulo, 1,2% od prihodkov od prodaje v letu 2019 in ugotovimo, da nam to znese 1200 evrov na mesec. Ker je prišlo do upada nad 70%, se lahko upošteva tisto omejitev, da organizaciji pripada znesek do 2000 evrov. Torej bo lahko višina zaprošenih nekritih fiksnih stroškov v upravičenem obdobju 3600 evrov. Seveda predpostavljamo, da je to vključeno tudi do 90% neto izgube. Če pa gremo naprej na tem primeru pogledati, kaj bi se zgodilo, če bi pa mi, kaj bi se zgodilo, če bi pač mi ocenili, da je pač prišel upad, da je upad več kot manj kot 100%, se pravi, da bi bil upad, 40%, bi pa veljalo, da je ta nevladna organizacija z enim zaposlenim upravičena mesečno samo do 1000 evrov povračila stroškov. Se pravi, ne do 1200, kakor smo si mi sami izračunali. V tem primeru bi pa pač bila največja višina zaprošenih nekritih fiksnih stroškov samo 3000 evrov. Se pravi, 1000 krat 3 meseci. V tem razmerju potem, se pravi, te pogoji, ki smo jih prej videli, te omejitve pridejo v poštev, ko si računamo nekrite fiksne stroške. Še mogoče tukaj glede vračila, velja, da če ste zdaj vi ugotovili, da so prihodki upadli za manj, kot ste ocenili, velja enako kot pri čakanju na delo, obvestite FURS do 31.3.2021, FURS vam bo izdal odločbo, v 30 dneh od prejema odločbe, pač boste morali vrniti ta znesek. Spet se pravi, nek ta postopek neke samoprijave pač velja. Rada bi vas še opozorila, da je bil podaljšan z ukrepom vlade tudi možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa. Se pravi, sedaj velja, da se lahko odredi skrajšanje polnega delovnega časa delavcem do 30.6.2021. Novost je, da je treba v tem primeru vlogo vložiti najpozneje do 10.6. Torej, po tem datumu ne boste mogli več vložiti vloge za subvencioniranje. Vlogo se vloži pri Zavodu za zaposlovanje, ki pa določa tudi to novost, da boste mogli zraven vloge priložiti tudi to izjavo, tako kot velja zdaj za čakanje, da ste delavcem plačali plačo oziroma nadomestilo plače. In tudi pri skrajšanem delovnem času, pri tem ukrepu je sedaj po novem velja dodatna globa za predložitev lažnih izjav. Se pravi, enako kot pri začakanju na delo. To so te novosti glede subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa. V primeru, če vas karkoli zanima, mogoče to, kako odredite, na kaj morate biti vse pozorni, se lahko pač napišite, pa vam bomo pač osebno svetovali in razložili. Lahko si tudi članek na to temo preberete na naši spletni strani v času koronavirusa, kjer res zbiramo, pač trudimo biti ažurni in vam pač podajamo razlage vseh trenutno veljavnih ukrepov. Rada bi vas pač samo upomnila, mogoče tudi zato, delavca na krajši delovni čas pošljete z neko odredbo, tudi to odredbo si lahko pač pomagate narediti z našim e-pravnikom. Glede delno subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa pa sem prejela sicer eno vprašanje že v času prijav glede vodenja evidenc. Sicer že na splošno velja, da je vodenje evidenc pač dolžnost delodajalca. Pač v vsakem primeru, tudi če nimate delavcev na skrajšanju delovnega časa, v tem primeru, ko pa gre za delavca, ki dela s skrajšanim delovnim časom, pa velja, da morate še bolj dosledno voditi te evidence, in sicer morate čas prihoda in čas odhoda z dela voditi v evidenci ob dejanskem prihodu in ob dejanskem odhodu. Se pravi, ne šele ob koncu delovnika, da potem zapišete, kdaj je delal, ampak točno morate zapisati, kdaj je prišel in
takrat, ko je prišel, napišete, da je prišel, in takrat, ko je šel, napišete, ko je šel. To je mogoče posebnost glede evidenc, kako pač je bil vprašanje. Še en ukrep glede najema poslovnih prostorov je, jaz se opravičujem, ker zdaj ne berem vaših vprašanj, če jih imate, kar pišite jih, bomo že odgovorili na nje, ampak mogoče dajmo zdaj v tem časovnem terminu najprej vse ukrepe predelati, pa da mogoče potem tisti, ki potem imeli še kakšno vprašanje, odgovorimo naprej. No? Upam, da se strinjate. Se pravi, obstaja, PKP7 prinaša tudi možnost vam za mogoče lajšanje upada prihodkov in tega, da se ne izvajajo dejavnosti za tiste, ki najemate poslovne prostore pri zasebnih delodajalcih, najemodajalcih, se opravičujem. Se pravi, te ukrepi, 3 ukrepi so in jih lahko izkoriste pod pogojem, če vam je bilo zaradi epidemije z nekimi predpisi otežkočeno oziroma bistveno onemogočeno izvajanje vaše pridobitne dejavnosti in zaradi tega prostora ne morete v celoti ali v pretežni meri uporabljati za namen, kot ste bili dogovorjeni v vaši pogodbi o najemu tega prostora. To je pač nek tak splošen pogoj. So pa 3 ukrepi. Torej je to, da sedaj velja, da lahko pisno odpoved najemne pogodbe oddate z odpovednim rokom 8 dni. Se pravi, tudi če imate vi, 3 mesece odpovedni rok, sedaj velja, da se ta rok lahko skrajša za 8 dni. Možnost je tudi zaprositi oziroma zahtevati pri najemodajalcu, da vam odloži plačilo obveznosti iz najemne pogodbe. Če gre za najemnine, ki so vam zapadle pred 31.12., imate rok, da to zahtevate do 15. januarja. Po tem datumu velja, da lahko zaprosite za odlog samo tistih najemnin oziroma obveznosti iz najemne pogodbe, ki še niso zapadle, se pravi, še niso prišle, niso zapadle v plačilo. Tretji ukrep je pa to, da če imate pogodbo za določen čas za najem in se vam bo iztekla, lahko zahtevate, znova morate na najemodajalca pisno zahtevo pač poslati mu, da se podaljša veljavnost najemne pogodbe. To so ti 3 ukrepi, ki trenutno veljajo do konca junija, lahko jih bo pa vlada s sklepom podaljšala do konca leta. Ukrepi so v zakonu tudi določeno, da vam najemodajalec zaradi tega, ker boste zaprosili za odlog ali za podaljšanje ali oziroma za odlog teh plačil obveznosti, ne smejo odpovedati pogodbe. Mora pa pisno zahtevo prejeti najemodajalec. Tako da ne velja, da se zmenita po telefonu, oziroma ustno, mora biti pač pisna zahteva. To je pač čisto tudi z vidika vašega pač varstva, pravnega varstva. No. To se tiče glede najema poslovnih prostorov. Ne vem, če so kakšni športniki med vami tukaj, ampak mogoče se 2 res specifična ukrepa za športnike. Nacionalne panožne zveze imajo možnost, da se jim povrne financiranje testiranja prisotnost virusa s hitrimi testi za športnike, ki se udeležujejo najvišjih tekmovanj. Zato je treba izdati izjavo pri FURS in rok je do 30. januarja. Potem so pa še specifični ukrepi za prostovoljna gasilska društva. To je pač ukrep, ki jim država za nakup osebne zaščitne opreme ali za skupne zaščitne opreme in gasilskih vozil namenja glede na njihovo pač kategorijo gasilskega društva od 2000 do 4500 evrov. Dodatno pa velja, da za gasilsko društvo, lokalno gasilsko društvo, ki ima status osrednje lokalne enote, prejme še dodatnih 1000 evrov. To je res tak čisto specifični ukrep za gasilce. Kar se je še spremenilo s PKP7 je, da lahko odlog plačila obveznosti iz naslova kreditov na banko sedaj vložite do 26.2.2021. Se pravi, ukrep je bil podaljšan. Še vedno velja, da gre za to kreditne obveznosti, ki so ali še bodo zapadle od 19. oktobra dalje, da morate podati izjavo, da plačujete obvezne prispevke, davke
in da gre za izjavo, ko zaradi poslovnih razlogov povezanih s posledicami epidemije ni mogoče zagotavljati poplačilo obveznosti. Se pravi, dokazilo je tukaj spet, ne vem, lahko je odlok o prepovedi izvajanja storitev neposredno potrošnikom, oziroma mogoče kakšen drug odlok, ki vam je preprečil, da izvajate svoje dejavnosti, oziroma pač tudi splošna klima, ko pač ni mogoče več nekih povpraševanj po nekih dejavnostih zaradi pač epidemije. Se pravi, to v tej izjavi opišete, pač nek svoj poslovni položaj opišete. Sprememba je tudi to, da ni odlok do 12 mesecev, ampak je odlok do 9 mesecev, je pač ta odlok možen. Tako da to, no. Kaj še kje, pa še pogledajmo še ukrep, kaj nam je še ostalo. Mogoče še to opozorilo, za tiste, ki ste ustanovitelji zavoda in istočasno v teh zavodih tudi poslovodne osebe in ste zavarovani na podlagi tega 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je, da lahko uveljavljate pač mesečni temeljni dohodek tudi za januar, februar, marec 2021. Se pravi, znova podaljšano je, velja pa enako, da morate podati do 31.3.2021 izjavo pri FURS-u, se pravi preko portala e-davkov, velja še vedno, da morate izkazati upad prihodkov za več kot 20%. Mesečni temeljni dohodek je v višini 100 evrov na mesec, velja pa tudi pač ta ukrep, da lahko pridobite povračilo izgubljenega dohodka, torej zaradi višje sile ali pa ko ste nekje na višji sili ali pa ste v karanteni, torej lahko pridobite od 250 do 750 evrov, maksimalno 750 evrov, no. Se pravi, pač tudi ta ukrep. Se pa pač povračilo izgubljenega dohodka in mesečni temeljni dohodek izključujeta. Tako da to. To je zaenkrat ta, kar verjetno spet malo hiter pregled ukrepov po PKP7. Pa dejansko niti nismo toliko čez uro tokrat. Ena novoletna obljuba se je malo izpolnila. Jaz sem šla zdaj hiter čez. Tako da gremo pogledati, kakšne vprašanja, če ste mogoče še eno vprašanje postavili. Vprašanje je bilo, glede na kaj se upošteva kot pogoj pri povračilu za nekrite fiksnih stroškov, da ne sme biti iz drugih virov. Če dobimo nadomestilo za plače za čakanje, se to izključuje z ukrepom kritja fiksnih stroškov. Morate upoštevati, da se tukaj upošteva pač ta delež, To še ne pomeni, da če ste karkoli dobili, da se to upošteva. Samo trenutek. Da pogledamo, Se pravi, pač gre samo za izjavo, da boste vi izjavili, da vi, tudi če ste dobili neke ukrepe, če ste pač neki denar iz drugih, da vi vsem teh stroškov niste mogli pokrivati 100% iz teh drugih virov, no. V tem pogledu se to gleda. Potem je drugo vprašanje glede dodatkov za osebne asistente, ki so delali s COVID uporabniki. Za osebne asistente zaenkrat ni predvidenih tega 30% dodatka. Točno je določeno, da gre za delavce, ki izvajajo pri izvajalcih za namestitvenih programov, no. Potem pa še vprašanje glede 1% dohodnine. Kdaj boste na seznamu v primeru, da boste, kdaj boste na seznamu upravičencev za leto 2020, verjetno ste tole status pridobili, po oblikovanju seznama. Če v tem primeru boste na seznamu uvrščeni naknadno,
In sicer bo ta nov seznam objavljen enkrat do 15. aprila 2021. Takrat boste pač tudi vi na tem seznamu. Tako da to. To je zaenkrat to. Če nimate drugih vprašanj. Še eno vprašanje sem dobila glede vprašanje glede izplačila delovne uspešnosti. To je enkratno izplačilo, ki ga ponavadi izplačamo enkrat na leto in to je konec leta. Jaz ne vem, če se midva prav razumeva, verjetno to mislite, da gre za izplačilo poslovne uspešnosti. Da jaz predlagam, da mi pišete, no, na to vprašanje oziroma pač in mi pišete na petra.cilansak@cnvos.si, pripišite svojo telefonsko številko in vas bom poklicala, no, pa bomo to konkretno vprašanje za vas pač rešili čisto individualno. Nekaterim se že mudim, se poslavljate, tako da hvala za vašo pozornost. Če ste zapisali katerokoli vprašanje v chatu in v tem našem časovnem terminu nanj nisem odgovorila, Lukata bom prosila, no, da si bo vsa vprašanja iz pač klepeta izpisal, bomo naknadno nanje odgovorili. Tako kot velja do sedaj, ta naknadno odgovorjena vprašanja boste dobili po mailu in bojo pač po mailu, tako da vsi boste videli odgovore nanje. Hvala za vašo pozornost. Želim vam prijeten januarski dan še naprej in res vse dobro v letu 2021. Srečno!